Povprečnina je v prvi vrsti namenjena zagotavljanju tistih dejavnosti, ki jih morajo občine na podlagi državnih zakonov in predpisov izpolnjevati. V krški proračun bo na račun višje povprečnine pritekel dodaten milijon. Zdaj določena povprečnina bo za nekaj časa zadostovala, pravi krški župan Miran Stanko, a sprememba različnih stroškov bi lahko spet povzročila pritisk na dvig. Oziroma po drugi strani, če se ne bo nadaljevalo s razbremenitvami občin, kajti že v prejšnji vladi je bila formirana skupina, ki je pripravljala zakone oziroma popravke zakonov, da bi razbremenili občine. Če do tega pač ne bo prišlo, potem bo pač ta pritisk še zmeraj tako velik in bo verjetno vedno premalo denarja, da bi se lahko vse naloge izvedle. Z višjo povprečnino bodo v Brežicah dobili približno 800 tisoč evrov več. Seveda moram reči, da na zadnjem usklajevanju skupnosti občin je bilo celo obljubljeno še, da se poveča tudi sredstva za investicije, kar pomeni, da občina Brežice bi še dobila dodatno 400 tisoč neposrednega denarja, nepovratnih sredstev za investicije in seveda s tem bomo večinoma povišali investicije. Prvi mož kostaneviške občine Latko Petretič pravi, da denarja v občinski blagajni ni nikoli dovolj, zato vsak dodaten evro pride prav. Večinoma namenjamo to lokalno cesto infrastrukturo. Tako da se trudimo vsako leto nekaj asfaltirati teh makadamskih poti in veste, da denar, ki pride več, bomo namenili v cestno infrastrukturo. Občine imamo vsako leto višje stroške z obveznimi nalogami, kot so izvajanje predšolske vzgoje, šolstva in varstva starejših, opozarja sevniški župan Srečko Ocvirk. Ta povprečnina bo nadoknadila ta porast na segmentu obveznih nalog in omogočila nekako absorpcijsko sposobnost tudi za evropska sredstva. Ob nižjih povprečninah občine namreč nismo imele dovolj lastnih virov, da bi z njimi lahko zagotovili dotok evropskega denarja, dodaja Ocvirk.